Pozdravljeni, danes sem za vas zopet pripravila napoved za vsa astrološka znamenja po vedski astrologiji Džotiš in to za oktober, november in december 2023. Bom pa v tem videu najprej predstavila nekaj splošnih informacij o tem, kaj se bo dogajalo na nebu, torej v času oktobra, novembra in decembra 2023. Torej najprej povem eno zelo pomembno informacijo, torej poštevam sideralni in netropski zodiak, kar pomeni, da upoštevam realno sliko neba, ker sem vedska astrologinja. Torej, napoved za vsa astrološka znamenja, torej splošna in pa napoved za vsa znamenja je torej narejena glede na vaš ascendent, luno, lahko pogledate tudi za sonce. Če ne veste, v katerem znamenju imate ascendent, luno in sonce po vedski astrologiji, lahko to izveste preko spodnjega linka, prilepila ga bom v opis. Ta link vas bo popeljal na spletno stran, tam lahko izpolnite tabelico z vašimi rojstnimi podatki in na ta način pridobite vse te informacije. Tako boste lahko vse skozi spremljali moje številne mesečne napovedi, napovedi za velike premike planetov in tudi druge napovedi, ki so pa seveda vse narejene po vedski astrologiji. Torej, ne morete gledati glede na zahodno astrologijo, torej tropski zodiak, ta predvsem in večinoma upošteva, kje imate sonce, torej moje napovedi glede na to ne morete spremljati, torej morate se vpisati v to tabelico in pogledati, kje imate torej sonce, luno in vaš ascendent glede na Džotiš, torej vedsko astrologijo. To je zelo, zelo pomembna informacija, ker me ljudje večkrat sprašujejo in sem rekla, da bom torej v naslednjem videu to malo bolj razložila. Torej, spodnji link, torej tam lahko greste pač na to spletno stran, pišete podatke in tako boste izvedeli, torej, kje imate ascendent, kje imate luno in sonce po vedski astrologiji. Pozdravljeni, sem Uršula, sem vedska astrologinja, sem tudi intuitivni coach. Pozdravljeni na mojem kanalu Orakel oči Oracle of Light, Uršula Zakrajšek. Vabim vas, da se na moj kanal naročite, da ga všečkate, da bo seveda več ljudi videlo to napoved in še naprej spremljate vse moje napovedi, torej napovedi po Džotišu in tudi tarotu. Naj tudi to povem, da vse moje napovedi, ki so narejene po tarotu, ki so že posnete, so brezčasne. Torej, ne glede na to, kdaj kliknete na video, izberete kupček, bo to za vas takrat veljalo. No, drugače pa danes imam zelo pomembno informacijo za vas, ker uvajam nekaj novosti na mojem YouTube kanalu. Zdaj tukaj na YouTube kanalu bojo za vse, torej za vas vse dostopne, vse moje splošne napovedi. Medtem ko bojo napovedi za vsako znamenje posebej, pa dostopne tistim, ki se boste vpisali na moje e-novičke. Na moje e-novičke se pa lahko pišete preko moje spletne strani oracleoflight.org. Torej, spodaj bojo linki, da boste lahko kliknili na link, prišli na mojo spletno stran in se vpisali na moje e-novičke. Torej, po vpisu na moje e-novičke boste pa prejeli takoj posneto napoved za vsako znamenje posebej, torej za oktober, november in december 2023, pa tudi napoved za prestop Saturna, ta je še vedno aktualen, ker Saturn se dlje časa nahaja v enem znamenju, torej zdaj je trenutno v Vodnarju. Tisti, ki se pa boste vpisali na novičke, boste pa decembra prejeli tudi veliko napoved za vsa znamenja za leto 2024. Seveda pa lahko tudi v letu 2024 pričakujete še več teh napovedi, torej za vse velike premike, mesečno in pa seveda tudi za kakšne retrogradnosti, pa kakšne druge astrološke dogodke. Torej vse skozi lahko potem pričakujete preko mailov, da boste prejeli te napovedi za vsako znamenje posebej. Lahko seveda tudi prostovoljno darujete za mojo spletno stran oziroma za YouTube kanal, zato da bom imela možnost objavljati še naprej. Lahko mi pišete na info@orakelloci.si, napišete, da bi radi darovali in se dogovorimo. Na tem naslovu, torej info@orakelloci.si, pa se lahko naročite tudi na Džotiš analize. Zdaj trenutno imam akcijo, torej prvi trije, ki se boste naročili na Džotiš analizo, po objavi tega posnetka boste imeli 10% popust na vse moje storitve, ki jih delam
torej, glede na vedsko astrologijo, torej ne tarot, ampak torej napovedi po vedski astrologiji. 10% popust na vse storitve, ki so povezane z Jyotišem, torej prvi 3. Tako da ne čakajte, hitro se naročite. Torej, no, zdaj pa kar začnimo z našo napovedjo. Torej, v tem videu bom povedala nekaj splošnih informacij, torej o tem, kaj se bo na nebu dogajalo v oktobru, novembru in decembru 2023. Posebej se bom pa seveda dotaknila nekaj zelo zanimivih astroloških dogodkov, ker na nebu se dogaja marsikaj, do decembra se bo zgodilo veliko stvari, tako da ne bom mogla vsega posebej povedati, ampak bom se dotaknila torej tistih najbolj pomembnih stvari, torej tisto, kar bo najbolj vplivalo na naša življenja. Torej, seveda, zelo bo pestro, tako kot vedno, torej na nebu se vedno dogaja veliko zanimivih stvari. Pestro bo posebej v oktobru, takrat se bosta zgodila 2 mrka, najprej sončni, potem lunin. Rahu bo stopil v Gandanto, v novembru se bosta Rahu in Ketu premaknila iz enega znamenja v drugo, čakajo pa nas tudi Parivartana joge. V novo leto pa bomo zopet stopili z retrogradnim Merkurjem. No, ob koncu leta pa se bosta v direktno gibanje obrnila najprej Saturn, potem še Jupiter, tako da to bo pa čutiti malo olajšanja. Seveda je to odvisno od vaše individualne karte, ampak vseeno. Ampak seveda najprej so pa tukaj zelo aktualni mrki v oktobru. Mrki vedno prinesejo velike spremembe v naše življenje, še posebej tistim, ki imate po obdobjih aktivirano Sonce, Luno in pa karmična voza, torej Rahuja in Ketuja. V tem primeru pa tudi tisti, ki imate aktiviranega Merkurja in Marsa. Torej po obdobjih, po tranzitih, predvsem po obdobjih, torej vsi tisti boste čutili velike spremembe. Zdaj, mrki so drugače zelo zanimiv astrološki pojav, imajo namen, da zatemnijo Sonce in Luno, ki pa v astrologiji predstavljata luč, svetlobo. Seveda skozi zatemnitev ob koncu mrka ta svetloba vedno prinese neko razjasnitev zadev, stvari, ki so pa seveda pri vsakem posamezniku drugačne. Ta svetloba, to bi lahko temu rekli tudi resnica, posije kot luč iz teme. To pomeni, da lahko v tem času mi kot osebe ozavestimo neke naše notranje konflikte, naše podzavestne travme, vzorce, škodljive programe in to lahko kasneje tudi preobrazimo in spremenimo, zato ker seveda, ko nekaj ozavestimo, imamo potem tudi moč, da to spremenimo. Če pa ne vemo, da imamo pač seveda te vzorce, programe, potem pa to seveda ne bomo se verjetno niti ne lotili to spremeniti. Drugače pa seveda, ko zavestimo, imamo potem možnost to, da tudi to spremenimo. Seveda je pa zelo, zelo pomembno, da veste, da mrki vplivajo še pol leta potem, ko se zgodijo. Konkretno ti mrki, ki se bojo zgodili zdaj, bojo pa vplivali 3 mesece bolj intenzivno, drugače pa na splošno mrki vplivajo torej potem še pol leta. Torej, najprej nas torej čaka sončni mrk v Devici. Ta se bo zgodil 14. oktobra, bo zelo zanimiv, zato ker se bosta Luna in Sonce nahajala v Devici, Ketu pa še vedno v Tehnici. Torej, poleg Sonca in Luna se bo nahajal tudi Merkur, poleg Ketuja pa Mars, to je tak zelo močan mrk z veliko energije in verjetno se bodo zgodili eksplozivni dogodki. Torej, kot sem rekla, vpliv tega sončnega mrka bo zelo močan v prvih 3 mesecih, precejšnji vpliv bo imel tudi na Evropo, bo pa to delni sončni mrk. Seveda tudi kasneje bo vplival, kot sem že prej povedala, mrki torej vplivajo še 6 mesecev po tistem, ko se zgodijo, tako da nekako do marca, aprila bomo čutili ta vpliv. To je seveda tudi lunin mlaj v Devici, torej nova luna, ko se stvari na novo vzpostavljajo. To je seveda za vsako znamenje drugače, na drugem področju, kar bom natančneje povedala v napovedi za vsako znamenje posebej. Torej, kaj bo zdaj sončni mrk prinesel? Zdaj, sončni mrk na splošno vedno prinaša veliko negotovosti, zatemnjenosti, lahko tudi napetosti, stresa. Zdaj, ta mrk se bo zgodil v Devici, ker sta Luna in Sonce, poleg je tudi Merkur v Devici, a mrk tale je malo poseben, ker se pa Ketu, to je južni lunin vozel, kot sem že prej povedala, še vedno nahaja v Tehnici, na 0 stopinjah. In tako
kaj se bo zdaj dogajalo, ne? Ta mrk bo tako še vedno močno vplival na naše odnose. Tako osebne, tako poslovne, tudi družinske, bomo pa seveda ob tem začutili tudi nek nov val energije. Neke povsem nove energije, ki nas bojo potegnile v druge smeri, kot so nas prej. Zdaj, če pogledamo nazaj malo v preteklosti, že od prejšnjega leta, torej 2022, je bil velik fokus na odnosih. In v tem času se je veliko ljudi razšlo, ali pa so se njihovi odnosi preoblikovali, spremenili na nek način. Pomeni, dušne pogodbe so se spremenile, razvezale, preoblikovale. Seveda pa smo se mi kot osebe verjetno skozi odnose zelo spremenili. Spremenili smo verjetno naš način gledanja na odnose, naše vzorce, pogled na odnose. Nekateri ste tudi ugotovili, kakšne imate škodljive vzorce v odnosih, negativne programe, ste to lahko zavestili zdaj končno. Zdaj lahko ste tudi nekateri spoznali sorodno dušo, torej se v tem času vstopili v nek nov odnos, no zdaj bomo pa vsi začutili nek nov val energije, ki bo prihajal, torej novi ljudje bojo prišli v naša življenja, dogodki, ki vam lahko spremenijo življenje. Ampak vedno bo pa še prisotna tudi še stara energija, kar pomeni, da se bomo še vedno morali ukvarjati z neko prejšnjo situacijo, z nekimi starimi zadevami, ki jih boste morali nekako urediti, dokončati ali pa dokončno preoblikovati. Zdaj, ali so to dobre stvari ali slabe, je pa seveda precej odvisno od vaše natalne karte. Tudi na katerih področjih se bojo te stvari dogajale, je seveda odvisno od vaše natalne karte in od tega seveda, kje imate ascendent, luno, sonce, torej kakšna je vaša natalna karta. Od tega je to seveda odvisno, tako da to je splošna napoved. Torej, za vsako znamenje posebej bo pa seveda dostopno v drugem videu, torej, ko se boste vpisali na moje e-novičke, boste torej prejeli to napoved torej za vsako znamenje posebej. Tam boste pa lahko videli, torej, na katero področje, na katero področje bo imel ta mrk pri vas vpliv. Torej, kako se bo to vas dotaknilo. Zdaj, kaj zdaj to pomeni na odnosih? Torej, na nekaterih odnosih boste torej še naprej delali, torej to nasplošno, in ti odnosi se bodo od mrka naprej, torej 3 mesece pa do 6 mesecev se bojo zdaj lahko povsem pozdravili in bojo tudi lahko precej boljši. Če ste se pa v obdobju od jeseni 2022 do zdaj z nekom razšli, pa boste imeli od tega mrka naprej možnost, da se od te osebe dokončno poslovite. Torej tudi na energijskem nivoju. Kar pomeni, da se boste zdaj še čustveno in energijsko od te osebe dokončno razvezali. Torej, če ste se z nekom odločili, da ostanete z nekom in se je nek odnos preoblikoval, se bo ta odnos zdaj pozdravil. Če ste se pa z nekom razšli, potem pa pomeni, da se boste dokončno energijsko, čustveno od tega odnosa umaknili in da ga boste nekako pozdravili. Zdaj, lahko, da boste potem v tem obdobju, torej v roku 3 do 6 mesecev še naprej urejali kakšne pravne zadeve z osebo, s katero ste se razšli, lahko so to sodišča, ločitve, odpravnine, če imate otroke, tudi urejanje zadev s povezavi z otroci, naprimer preživnine, skrb za otroka, ne vem, pač karkoli, kar je s tem povezano. In seveda, torej te stare zadeve boste morali popraviti in pozdraviti, potem boste pa seveda lahko šli naprej z neko čisto novo energijo. In seveda v tem času bomo torej podvrženi močnim spremembam, torej nove energije bojo prišle, novi dogodki, novi ljudje, mrki jih vedno prinesejo, kako bomo pa jih sprejeli, pa seveda odvisno od nas. In te spremembe bodo vezane na znamenje device in na hišo, v kateri je to znamenje. Nasplošno so to lahko spremembe pri delu, pri rutini, zdravju, pravnih, denarnih zadevah. Torej, drugače se ta mrk zgodi v Čitri. Čitra je zelo lepo in sijoče ozvezdje, ki prinaša nove možnosti kreacije, torej nakšatra umetnosti, ki bo pa seveda dobila zagon šele, ko bomo mi vedeli, kaj želimo ustvariti, kako želimo to ustvariti. Drugače pa Čitra prinaša vedno priložnosti, nove priložnosti, prinaša uspeh, tudi bogatstvo. Seveda pa to ozvezdje prinaša bogatstvo in priložnosti in tudi rezultate, če delamo na neki stvari.
Torej, če delamo, če smo pridni, vztrajni in če smo tudi pripravljeni vložiti nek trud v določeno dejavnost. Torej, nekateri ljudje bodo v tem obdobju dobili neverjetne priložnosti. To se seveda vidi glede na vašo osebno natalno karto, pomeni, da ste v določenem obdobju ali pa da imate planete na nekih določenih stopinjah, potem lahko dobite v tem obdobju neverjetne priložnosti. Tako da v tej smeri so ti mrki dober pojav, oziroma tale mrk, o katerem sem zdaj govorila, torej sončni mrk. Torej, negativni aspekti tega mrka so pa seveda tudi prisotni in bi lahko prinesli neko omejevanje govora, tudi izražanje v umetnosti. Drugače je to sicer dober čas za komunikacijo, diplomacijo, izražanje, tudi za nove ideje, predvsem v poslu. Je pa spet odvisno, kako so planeti postavljeni v vaši natalni karti. Zdaj, ta kombinacija Ketoja in Marsa je kar težka kombinacija, lahko prinese nekaj nepredvidljivih nesreč, izpadov v elektriki, težave na cesti, na potovanjih, neko agresijo, konfrontacije težke, težave pri izobraževanju, pogovorih, naprimer pri poslu ali pa kakšnih drugih pogajanjih. Zanimivo je, da se tudi sindikati trenutno že pogajajo pri nas, ker bi lahko prineslo tudi nekih težav, konfliktov. Drugače pa nasplošno neke vrste nasilja bo prisotno ali pa težave mogoče. Samo ker se Ketu premika proti Gandati, to mogoče ni tako izrazito, je pa prisotno. Seveda se pa stvari lahko že prej dogajajo, preden se zgodi nek astrološki dogodek. Torej se stvari že prej dogajajo, energije so že prej prisotne in pa seveda tudi po mrku. Torej ne samo po, tudi pred tem se lahko neke stvari že dogajajo v zvezi z nasiljem, nesrečami, težavami, torej to, kar sem vse prej povedala. Težave tukaj seveda dela Mars, ker sta Sonce in Ketu v Čitri, to je pa Marsova nakšatra, zato pazite pri nekih poslovnih dogovorih. Jaz bi vam svetovala, da raje počakate, da mine lunin mrk. Drugače pa se bo seveda v tem obdobju močno odplačevala karma iz prejšnjih življenj in tudi tega življenja, tako da tisti, ki ste dobro delali, boste zdaj poplačani za dobra dela, to bodo neki blagoslovi. Seveda, če ste pa delali slabo, potem pa seveda vas bodo letela slaba karma, to je pa seveda zdaj zelo izrazito, tudi zaradi nekega drugega astrološkega dogodka, ki ga bom pa potem omenila kasneje v moji napovedi. Torej, ti blagoslovi ali pa pač seveda težje stvari se bojo zgodile tam, kjer imate vi devico postavljeno, torej to astrološko znamenje devica, torej tisto hišo, v katero devica pade, tam se vam bo to dogajalo. In zakaj bo to tako? Ker je devica karmično znamenje. Torej, devica je močno karmično znamenje v astrologiji tretje po vrsti, ki je zelo karmično. Po vedski astrologiji, torej tretja po vrsti. Torej, sončni mrki drugače, kot sem že prej povedala, zadeve precej zatemnijo, lunini pa razjasnijo. In zato bomo pravo sliko dogajanja dobili šele po luninem mrku, ko se bojo prej zasenčene stvari, zdaj končno tudi razjasnile. Zato vam svetujem, da vse, kar se vam dogaja, ne glede na to, kaj se vam dogaja, da počakate do konca luninega mrka, ker takrat vam bojo stvari bolj jasne. Boste točno vedeli, v katero smer se morate obrniti, lažje boste sprejemali odločitve, potem bo tudi čas, da sprejmete neke odločitve. Do takrat pa raje počakajte. Lunin mrk se bo zgodil 28. oktobra 2023 in to v Ovnu, kjer se bo srečala Rahu, to je severni lunin vozel, in pa Luna. Poleg tega bo tudi retrogradni Jupiter tukaj in tudi Uran. Nasproti bodo seveda Sonce, Mars, Ketu in Merkur. Lunini mrki pa vedno prinesejo jasnost in to se bo tudi zdaj zgodilo. V odnosih nam bo zdaj končno jasno, kje stojimo. Lahko bomo tudi neke stvari pripeljali do trenutka, ko bomo razumeli določene zadeve, ki so nam bile prej nejasne, nerazumljive. Poleg tega lahko pa na površje v tem času priplava tudi kakšna skrivnost. V povezavi z odnosi, tako osebnimi kot poslovnimi, lahko tudi zdravjem, rutino, delom, s vašimi sodelavci, ali pa kakšnimi drugimi stvarmi, tudi v pravnih zadevah, skrivnosti bojo prišle na dan. Zdaj, ljudje, ki so nas na nek način do zdaj zavajali ali pa nam kaj skrivali, to ne bojo mogli več početi, ker bo že po 3 dneh po mrku bo resnica prišla na dan
in za nekatere ljudi bo to seveda zelo neugodno. Torej za tiste, ki so do zdaj zavajali, lagali, ki prikrivali za njih, to ne bo prijetna izkušnja. In zato lahko pričakujemo nepričakovane dogodke, tudi kakšne eksplozivne dogodke, zadeve, ki se bodo odvile dramatično, zelo hitro. Drugače je ta mrk še vedno v ovnu kot poprejšnji, torej Rahu je v ovnu, Ketu v tehnici, in zato je ta mrk še vedno namenjen temu, da delamo na sebi, da delamo na naših potlačenih vzorcih, nerazrešenih notranjih škodljivih programih, ker ti so tisti, ki uravnavajo naše življenje. In uravnavajo naše življenje v smislu tega, kako sebe izražamo navzven v odnosih do drugih. In to je zato dober čas, da spoznamo, kaj mi prinašamo v odnose, kateri odnosi so nas sprejemljivi, kateri ne, in da se začne proces dokončnega spuščanja za nas škodljivih odnosov, torej tisti, ki za nas niso dobri, in pa seveda tudi vzorcev in programov, ki so z njimi povezana ali na njih vezana. Lahko tudi to spustimo, da ne bomo več privabili v naša življenja take ljudi. Torej, oven drugače prinaša seveda možnost novih začetkov, je pa seveda res, da dokler mi ne spustimo starega, ne moremo začeti na novo. In ne glede na to, kaj bomo spoznali, kaj bo prišlo na dan, je pa res, da bomo v času teh mrkov morali sprejemati neke kompromise pri naših odločitvah, torej to nam ta mrk prinaša. Torej, potrebni bodo kompromisi, tako da s tem se bomo nekako morali sprijazniti. Je pa res, da nam bo ta mrk tudi omogočil, da preteklost končno pustimo za sabo in da začnemo na novo. Torej, ta proces spuščanja seveda bo še nekoliko trajal in v tem času bojo zadeve precej karmične, kar pomeni, da nas bo zelo potegnilo v dogajanje, težko se bomo tudi izognili nekaterim stvarem. In to je seveda zaradi karmičnih vozlov, ki bojo v to vključeni, torej Rahu in Ketu, ki počasi tudi že prehajata iz enega znamenja v drugega. To je pa seveda postopen proces in ob tem bi pa zdaj seveda posebej vzpostavila Rahuja, ki se bo od 30.10. nahajal v Gandanti, to je glede na vzvezdje. Drugače je Rahu že v Gandanti od 14.9. gledano na stopinje znamenja, v katerem je. Torej takrat, od 30.10. pa bo znotraj zadnje stopinja ovna. Potem bo pa 28.11.2023 dokončno prišel iz ovna, torej iz ognjenega znamenja v ribi, ki je pa vodno znamenje. Zato je tukaj seveda tudi Gandanta prisotna. Poleg tega pa se bo premaknil iz ozvezdja Ašvini v ozvezdje Revati. Ketu se bo skupaj z njim premaknil v Devico, bo pa vse skozi v ozvezdju Čitra. Zdaj Rahu in Ketu se torej obračata nazaj z vstopom v Ribe in Devico se začenja nov ciklus, ki ga bosta prehodila nadaljnjih 18 let. In zato je to zelo zanimiv, zelo pomemben prehod, še posebej, ker je tudi Rahu v Gandanti. In pa zato, ker se seveda začenja nov ciklus, ker Rahu in Ketu se obračata nazaj. Zato je to pač seveda nov ciklus in seveda s tem pojavom spet prihaja deževje, to bo prinesla že Venera, ki bo 1.10. prestopila iz Raka, torej vodnega znamenja v Leva, ki je ognjeno znamenje, pa tudi Neptun je v Ribah, zato lahko res pričakujemo tudi deževno jesen. S Plutonom v Kozorogu, gibljiva zemlja, pa bojo nevarni tudi plazovi, ki so že bili, pa bojo še naprej. O tem sem že dostikrat govorila. Torej sem pa tudi rekla, da bojo že aprila 2023 sem napovedala, da bojo pač seveda, da bo deževje, ampak da bojo vmesna pa tudi obdobja, ko bo pa sonce. In točno tako poletje smo imeli bomo pa tako tudi jesen. Torej v Gandanti, kot sem rekla, sem že večkrat govorila, to je seveda astrološki pojav, ko planet prehaja iz vodnega v ognjeno znamenje, ali obratno, kot je zdaj to v primeru Rahuja. In to je tako imenovana Gandanta, v prevodu pomeni utapljanje. In to gre za čas od zadnje stopinje vodnega znamenja do prve stopinje ognjenega ali obratno. Torej to bo lahko za marsikoga zelo nestabilen čas, lahko bi imeli občutek, kot da se utapljamo, kot da lovimo sapo, vemo, kakšen je občutek, če se človek utaplja, lovi sapo. Torej, posebej to velja za tiste, ki ste v Rahu Ketu obdobju, na udaru pa bojo tudi znamenja ovni, tehnice, device in znamenje ribi. Torej, če imate luno, sonce ali
če ste v ascendentu, torej oven, tehtnica, devica ali riba, potem bo to za vas zelo, zelo pomemben čas. Seveda pa posebej tudi, če ste v obdobju, torej v rahu ketu obdobju, bo to tudi torej zelo izrazito. In seveda, ker sta to karmična vozla, nas bo seveda potegnila v močno karmično čiščenje in to bo marsikdo občutil, kot da mu zmanjkuje tla pod nogami, kot da se utaplja. Tako v tem času bi lahko imeli tudi močne uvide, ker so takrat, ko planet stopi v Gandanto, v zadnje stopinje so to vrata odprta, torej bomo rekli v druge dimenzije in to je dober čas za to. Torej, temu se reče tudi Sandi. To je, kadar imajo ljudje torej veliko teh sandijev v svoji natalni karti, takrat imajo globje uvide, lahko tudi kakšne vizije, ker je ta torej, prehod med tem in onim svetom pri njih nekako zabrisan, torej vstopajo lažje onkraj, tako. V tem času se vam torej svetuje previdnost in to vse do konca Gandante, to bo vse do začetka decembra, mislim, da je to 13. december. Pazite, da vas ne odnese v čustvene vrtince in se zanesite na svojo intuicijo in poskušajte ostati z nogami na tleh, kolikor bo to mogoče. Torej, v tem primeru bo tudi čas po vstopu rahuja v ribi, bo pa težji čas kot pred vstopom. Težji čas kot takrat, ko se bo nahajal še v ovnu, torej takrat ne bo tako težek čas, ko bo pa rahu prestopil v ribi in bo v Gandanti bo pa težji čas. Tako, to bo takrat še močneje naglašeno. In zato pazite, od 14.10., torej od sončevega mrka naprej, zadeve ne bodo jasne, lahko bi sprejeli kakšno neprimerno prehitro odločitev in počakajte vsaj, da mine lunin mrk in tudi, če je možno ta rahujeva Gandanta, torej začetek decembra in se šele potem odločite, če je možno. Drugače pa vsaj počakajte, torej, da je po konec luninega mrka. Luninega mrka, to pa, kot sem rekla, je 28. oktober 2023. No, če nadaljujemo, torej rahu se bo torej nahajal v ribah, ketu v devici in to od 28.11.2023, to bo pa, torej nahajal se bo pa rahu v ribah, ketu v devici vse do 29.5.2025. Zdaj, kaj to zdaj pomeni? Kot sem rekla, je to nek nov ciklus. Zdaj, sam vstop rahuja v ribi bo nek čas zaključevanja, ocenjevanja in tudi revizije. Riba je namreč v osnovi v zodiaku, torej zadnja astrološka hiša, predstavlja prehod onkraj. S tem je tudi povezan dvig zavesti, predstavlja pa se tudi tujino, samoto, zaprte ustanove, lahko tudi stroške, postelje, marsikaj. Torej, rahu drugače kar rad v tem znamenju, ima močno podporo ketuja, ki se bo nahajal v devici in bo tukaj tudi precej učinkovit. Karma se bo pa seveda močno odplačevala v pozitivno ali negativno, to se zaveda spet odvisno od vaše natalne karte. Riba je drugače vodno znamenje, rahu ima rad ribe, torej jih lovi, ker to je simboličen lov na ketuja, ki je zmajev rep. Rahu je pa glava, ker torej v legendi sta bila rahu in ketu združena prej v podobi zmaja, potem so jih pa presekali na pol. Torej, tako da zdaj sta presekana na pol in se vse skozi lovita. Torej, rahu lovi zmajev rep, torej ketuja. Drugače pa tale vstop rahuja v ribi so tudi negativni aspekti tega, torej lahko bi bile vidne spremembe v morju, ki bojo verjetno neizogibne, torej ker seveda znamenje ribe predstavlja globoke vode, torej morje. Torej v tem času se bomo morali truditi, da bo dobro razmerje med oceani in kopnom, da bo to uravnovešeno, ker bi to lahko bilo v tem času porušeno, ker seveda devica predstavlja zemljo, v kateri bo ketu, riba je pa vodno znamenje, torej razmerje med vodo in kopnom, ker je seveda devica zemeljsko znamenje, bo moralo biti uravnovešena. Riba je pa seveda vodno znamenje, predstavlja oceane, globoko vodo.
in to bo lahko res porušeno. In veliko sprememb pa se bo zgodilo verjetno tudi na področju tehnologije in dela, ker devica predstavlja tudi delo, rutino, in viden bo napredek, toda s časoma bojo na površje priplavale tudi težave. Kaj to pomeni? Torej, tehnološki razvoj je zdaj viden že nekaj časa, torej uran je v ovnu in to je prineslo veliko novega tehnološkega napredka. Naprimer, zdaj smo soočeni z umetno inteligenco, to ravno predstavlja tale uran v ovnu. In seveda to umetno inteligenco bo zdaj verjetno želeli vgraditi v delovne procese, kar pa seveda ne bo tako enostavno, kot je izgledalo na začetku. Na začetku bo kar nekaj težav se pojavilo in to bo ta Rahu v ribah tudi prinesel, pa torej Ketu v devici. Torej, ko bojo hoteli vgraditi vso to tehnologijo, ki je seveda zdaj na novo prišla, v delovne procese bojo se zagotovo soočali z težavami, se bomo soočali s težavami. Drugače bo viden tudi napredek v farmaciji, nova zdravila, načini zdravljenja se lahko pojavijo s Ketujem v devici, ker devica je tudi v bistvu v osnovi 6. astrološka hiša, ki tudi predstavlja bolezni, zdravljenje, tudi alternativne zdravljenja, tukaj bi lahko bilo veliko zablod. Potem Rahu v ribah lahko prinese tudi veliko magičnih in mističnih iluzij, zato moramo v tem času biti pazljivi na področju, kjer se ta tranzit dotika nas. Bo pa to zelo dober tranzit za ljudi, ki služijo z domišljijo, s kreativnostjo. Ti ljudje bi pa v tem času lahko veliko zaslužili. Naprimer filmska industrija, umetnost, moda, pa tudi ljudje, ki se ukvarjajo z duhovnostjo. Ker riba je tudi 12. hiša transcendence, dviga zavesti, torej Rahu v ribah, torej bi lahko dobro zaslužili torej ljudje, ki se ukvarjajo z duhovnostjo, torej astrologi, ljudje, ki se ukvarjajo tudi z okultnim, ti bojo zelo napredovali, za njih bo to dober tranzit, pa tudi naprimer za ljudi, ki se ukvarjajo z raziskovanjem, tudi za njih bo to dober tranzit. Potem odpirale se bodo nove priložnosti, to bo seveda zelo mamljivo, ampak vam pri tem svetujem pazljivost, tudi pri romantičnih razmerih, ker nas lahko zelo, zelo zanese. Zdaj lahko bodo razmerja, ki bodo v tem času nastala v redu, ne rečem ga ne, samo vam svetujem, da bodite previdni, da napredujete počasi, da imate rezervo, da najprej spoznate osebo bolj podrobno in šele potem greste v nek resen odnos. Potem pazite tudi pri najrazličnejših gurujih, sektah, na kateri bi lahko širili laži, prevare, tako da tukaj pazite. To bo vse na preizkušnji, ljudje bodo tudi precej v dvomih, lahko bi tudi dvomili v duhovno in v času tega tranzita bomo torej vsi nekako na preizkušnji, zato vam res svetujem, da se zanesite nase, na svojo intuicijo, torej na srce, seveda morate pa tudi upoštevati razum. Torej, mi sprejemamo dobre odločitve takrat, kadar je naše srce, naša intuicija skladna z razumom. Je pa res, da včasih dobimo nek intuitivni preblisk, ki si ga razumsko ne znamo razložiti. Je pa vseeno dobro, da ko dobimo nek intuitivni preblisk, da razmislimo, kaj bi nam to lahko prineslo, kaj to pomeni in se potem odločimo. Je pa seveda res, da včasih ti intuitivni prebliski so pravilni. Meni včasih intuicija nekaj reče, pa si razmišljam, pa se to ne zgleda tako, zakaj bi bilo to za mene slabo, naprimer, ampak mi intuicija reče, da nekaj za mene slabo in to upoštevam, ker sem se do zdaj naučila in izkusila, da mi je intuicija vedno povedala prav. Je pa seveda pri pomembnejših odločitvah pa pomembno, da torej upoštevate sicer intuicijo, ampak da tudi prej razmislite, preden kaj naredite. To je pa seveda to, da upoštevate in srce in razum. Torej, darujte torej tudi za oceane, za guruje, darujte za duhovno, torej to bo dobra preventiva za to obdobje. Torej, Ketu v devici nam drugače prinaša resnico in pa umik od preveč delovno in ciljno naravnanega okolja. Tale Ketu nam bo v tem obdobju pokazal, da smo v neke vrste zaporu, kar se tiče dela in delovnih navad, in od tega se bomo nekako želeli umakniti, se osvoboditi, kar pa seveda ne bo enostavno.
Zato je ta os Rahu, Ribi, Ketu, Devica na nek način nevarna os, lahko sem rekla, prinese neke dvome, tudi iluzije, neko željo, torej, da bi se osvobodili, da bi šli nekam drugam, ampak ker smo seveda vpeti v zakone karme, mogoče ne bomo mogli se osvoboditi od neke rutine dela, bomo seveda morali vztrajati. Ob tem je seveda pomembno, da delate na duhovnem, da se lotite kakšnih duhovnih vaj, meditacije, dihanja, joge in vam bo precej lažje spuščati neke določene zadeve. Torej, to bo seveda težka pot do osvoboditve. Devica tudi pod Ketujem ne bo mogla izraziti svoje naravnanosti k natančnosti, perfekcionizmu in dobremu delovnemu elanu, to bo malo porušeno. Torej, težili bomo k svobodi, ampak včasih bo to res težko. In zato bi lahko trpela tudi tehnologija, ne? Ker Devica je nek praktičen vidik, in na praktičnem vidiku lahko pričakujemo nekaj težav, kaos bo nastal. Torej, v tehnologijo, ki bojo želeli vgraditi v procese, v delovne procese, tukaj bi se lahko pojavili neki problemi. Tudi lahko bi bile pri letalih težave, poleg morja, lahko tudi v kmetijstvu, ker Devica je zemeljsko znamenje, torej predstavlja zemljo, rastline. Paziti pa moramo tudi pri zdravju. V jeseni na zimo se lahko pojavi spet kakšna težja viroza, lahko tudi korona bo spet na udaru in lahko bi tudi spet bili deležni kakšnih omejitev v vezi s tem, bomo to zelo težko prenašali in sprejeli, ampak pač včasih se pač določene stvari mora. Ne pravijo, kar se mora, ni težko. Okay. Torej, oktobra imamo potem Parivartano jogo med Venero v levu in Soncem v Tehnici, od 18. oktobra vse do 3.11. To bo lep čas za sodelovanje, sožitje z drugimi, umetniško delovanje, tudi ljubezen in prijateljstvo. Od 3. do 6.11. pa Parivartano jogo med Venero v Devici in Merkurjem v Tehnici. To bo pa čas, ko bomo z denarjem bolj pazljivi in naravnani v delo in učinkovitost. Konec leta nas pa tudi čaka še ena Parivartana joga. To je med Marsom v Strelcu in Jupitrom v Ovnu, od 27. decembra naprej. To bo pa zelo dobro za uravnovešanje našega vrednostnega sistema, naših prepričanj, tudi dober čas bo to za izobraževanje, za duhovni razvoj, tudi mogoče za nakup kakšne nepremičnine. Seveda bo malo problem, ker bo pa retrogradni Merkur, tako da vedno prebrati drobni tisk. To pa pazite. Ker torej Merkur od 13.12. je retrograden. Tako da pazite, a ne? V tem času in pazite v komunikaciji. Ker če se boste kaj dogovarjali, boste težko sklejevali delovne obveznosti, če se boste dogovarjali za kakšno izobraževanje na duhovnem področju, potrebna bo velika iznajdljivost. Seveda Parivartane joge nam pa vedno obljubljajo, da nam bo nekaj uspelo, tako da v času Parivartana jog je vseeno dobro se kakšne stvari lotiti, ker nam uspe. Je seveda povezano s tistimi hišami, v kateri se Parivartana joga dogaja, s tistimi planeti, ki so pač v to jogo vključeni. No, potem ob koncu leta se končuje tudi Saturnova in Jupitrova retrogradnost, 4.11. se Saturn obrne v direktno gibanje, 31.12. pa še Jupiter in v novo leto bomo stopili z retrogradnim Merkurjem v Strelcu, kasneje se bo premaknil v Škorpijona od 28.12. Retrograden bo pa od 13.12. naprej. In pomembno je seveda, da veste, da je to vedno čas izzivov, kadar je Merkur retrograden, se nam rad zagode, pri najrazličnejših zadevah, posebej v povezavi z govorom, potovanji, komunikacijo, pisanjem, urejanjem kakšnih papirjev, tako da pazljivo. In v tem času nikoli ni dobro delati stvari na novo, je pa dobro pospravljati, urejati za nazaj. Več bom pa o tem povedala, ko bom naredila napoved za leto 2024. Drugače pa seveda v času retrogradnosti, torej oktobra, novembra, boste še torej retrogradna Jupiter, Saturn, kot sem rekla, ne? Torej Jupiter, Saturn, Jupiter, torej vse do konca leta, torej Saturn do 4.11. in seveda to bo na nas vplivalo tako, da bomo imeli občutek, kot da nazadujemo namesto, da bi napredovali.
Je pa seveda to dober čas za to, da se vrnemo nazaj, neke stvari popravimo ali pa na novo vzpostavimo, razmislimo, kaj smo delali do sedaj in potem seveda posadimo neke nove ideje za naprej. To je dober čas, da seveda razmotrimo, kaj smo delali v preteklosti. Tako da pač retrogradnost je tudi za nekaj dobra. Čas je pomemben, torej včasih se moramo vrniti nazaj, dokončati določene zadeve, če ne moremo naprej. Dobro je, da se to spomnimo takrat, ko nam je težko. Je pa seveda pri retrogradnosti tako, da retrogradnost različno vpliva na vsakega izmed nas. Torej tisti, ki imate nek planet retrograden v natalni karti in je retrogradnost tudi na nebu, vam je lažje, kot pa naprimer tistim, ki v natalni karti nimate retrogradnega planeta, pa je na nebu retrograden, torej tistim je pa težji. Poleg tega je tudi ta retrogradnost, naprimer Saturnova pomembna tudi za sadesati. Zato, ker za tiste ljudi, ki so v sadesatiju, torej, ko je Saturn retrograden, čutijo malo olajšanja. Ko pa ni retrograden, pa seveda jih močno pritisne. Torej, Sonce bo seveda v tem času potovalo od Device do Strelca, se mesečno premika po znamenjih. Kar se pa tiče polnih lun in mlajev, bom pa to torej seveda tudi skozi mesece povedala, torej nisem se zdaj s tem, bom rekla, ukvarjala, nisem tega v tej napovedi vključila, zato ker bom to imela na svojih Facebook objavah in si to lahko tam preberete. No, za konec naj vas torej še enkrat povabim, da se vpišete na moje e-novičke preko moje spletne strani Oracle of Light, ORG, kjer boste takoj prejeli posneto napoved za vsako znamenje posebej, torej zdaj za oktober, november in december, tudi napoved za prestop Saturna, tudi za vsako znamenje posebej, to je še vedno aktualno. Tisti, ki se boste seveda vpisali na novičke, boste pa decembra tudi prejeli veliko napoved za vse znamenja za leto 2024. Torej, vpišite se na novičke in prejmite torej napoved za september, oktober, november 2023, za vsako znamenje posebej in tudi druge napovedi. Še enkrat vas pa tudi povabim, da všečkate tale moj video, da bo več ljudi videlo ta video in pa da se naročite na moj kanal, je popolnoma brezplačno. No in za danes vas lepo pozdravljam in vam želim lep dan še naprej.